Evo, danes je sobota, 5. avgust. Smo sredi kriznih razmer povodnji, tele, ki je demolirala Slovenijo, predvsem Gorenjsko, Koroško. Tudi meni je ena predstava danes odpadla, razočarala gospodinja pri seksologu Gornji Gratelj, ki je že tam blizu Mozirja. Tudi jutrišnja tam na Gorenjskem odpade. In pa sem rekel, da ne bom cel vikend stran vrgel. Sem rekel, da bom predstavil recenzijo tele knjige. Murn, Bernard Herbert Sweets, športni filozof, kao eden vodilnih, uradno vodilnih. No, jaz bom kritičen do njega, namreč sem šel malo po mojih arhivih gledat in tule je neka mafa, sicer tole je Leo Kreft, filozofija športa, intervju za šport mladih, več kot 20 let star intervju. Takrat se je ustanavljala katedra za filozofijo športa. Kreft tudi mene tukajle omenja, pa Silva Kristana, češ, da sva že pred več kot 20 leti napisala vsak svojo filozofsko knjigo. Jaz sem v tistem času že tako rekoč 2 knjigi, Ideološke paradigme v športu, ko poseže vmes država, 1999, pa Šport skozi psihoanalizo 2001. No, ko je pa tukaj nek elaborat na 5 straneh, Silvo Kristan, tole je datirano 8.10.2001. To gnojnice, ki pa tale pomeni zliv v Podkorenu, 39E, Kranjska Gora, tam ima vikend, je imel, se ne vem, če živi še. Mislim, da je letnik 36, tale Silvester Kristan. Joj, kako sva se dajala pred 25 leti v tem društvu za filozofijo, ne, društvo športnih pedagogov. Takrat se je katedra za filozofijo športa zaradi mene začela ustanavljati. Predstojnik je bil pa Bojan Jošt, glavni je bil pa tale Leo Kreft. In Leo Kreft je tudi recenzijo k teli knjigi napisal, spremno besedo, tlele spremna beseda, na koncu je, kaj bom, nam rekel, da korektno, ampak zelo naklonjeno temu Sweetsu. No, jaz sem napisal recenzijo na 5 straneh, mogoče to kje objavil, je že objavljeno na mojem blogu. Zdaj bom pa jaz, ker so videi bolj nekako ovekovečeni, poslušani, gledani, bom jaz tole poskušal malo prebrati. Začel sem pa z neko preambulo. Namreč vsi čakajo, da bom spet kaj povedal o Robertu Golobu in Tini Gaber pa Urški Klakočar Zupančič. Meni se pa ne da časa zgubljati s temi političnimi nebulozami, ki se pri narodu prodajajo za med. Mene pa v resnici zanima vednost, spoznanje, teorija, filozofija, tudi filozofija športa, psihoanaliza, znanstveno-teoretski konteksti me zanimajo na področju družbe, tudi posameznika. In tale teorija igre in športa, o kateri bom danes govoril, je ena izmed tem, ki me je kar fejst preokupirala pred 25 leti, se pravi četrt stoletja. In o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Torej, naj takole začnem. Malo bom bral, kljub temu, da sem dislektik, pa mi branje ne gre od rok, ampak bolj konsistentno govorim, če imam tukaj neke oporne točke. Namreč,
Letošnje poletje, bil sem pa na dopustu v drugi polovici julija, sem si za 10-dnevni dopust na morju vzel 2 knjigi. Gaborja Mateja se nisem dotaknil, ker sem se spočival. Zadnje 3-4 dni sem pa učvrgal tudi na tega Murna, na Bernarda Herberta Suitza. To knjigo sem bral oziroma študiral že lansko leto ali predlani, kdaj sem to kupil. Ampak ker je bila ta knjiga tako pusta, tako nezanimiva, mestoma zame, večkrat bom poudaril, za moje mnenje, moj okus, absurdna, jaz nisem mogel prebaviti, ne. Nisem jo prebral do konca, nisem mi zdelo vredno zgubljati časa za neko v osnovi spodletelo knjigo, nekakšen filozofski, basenski roman, nisem mi zdelo zgubljati časa. Letos pa, ko sem poskušal svojo motivacijo nekako rehabilitirati neko ustvarjalnost, sem spet zagrizel to brezokusno jabolko, ko je bila vsaj kisla, pa ni niti kisla ta knjiga, ne. Brezokusna je, ne, govorim o tej knjigi, filozofskem romanu, še enkrat povem, Bernarda Herberta Suitza, angleško se ta knjiga imenuje Grasshopper, to bi pomenilo za nas tako laično kobilca, ampak očitno je tudi Murn v Ameriki pač Grasshopper. To je nek ameriški oziroma kanadski tale Suitz, kanadski filozof, dosti klasičen, to knjigo pa je izdal leta 1978, ne. Zdaj bom rekel, da je pri nas pa leta 2020 prevedena, pa jaz dodam po mojem mnenju po nepotrebnem, ne, ker veliko energije je šlo v to, tudi financ, prevajalec je pa, ne vem zdaj, baje Defaults, Mitja Uršič. Zdaj sem rekel, preden se nekako poslovim od tele slovenske filozofije športa, ker tisto, kar se jaz, s čimer se ukvarjam v kontekstu filozofije športa, je pač psihoanaliza športa, seveda poprej še ideologija, 2 fronti imam s tem športoslovjem oziroma športologijo, kineziologijo, ideologija športa in psihoanaliza športa. Zdaj, preden se poslovim, moram pač nekaj besed res namenil tej knjigi. To je moja nekakšna moralna dolžnost, ker sem pač o tej temi povedal veliko. Greh bi bil, če bi molčal, če ne bi kritično mislil oziroma se razgovoril o tem Murnu oziroma tem Suitzu. Zdaj naj malo pojasnim tole mojo uvodno kritiko. Nakazal sem, da bom kritičen. Prevod je, pa spet dodajam in izpostavljam, po mojem mnenju, povsem nepotreben, ne. Tudi če ga ne bi bilo, če te knjige ne bi bilo prevedene v slovenščino, ni bilo konec sveta. Zdaj, meni se zdi celo škodljiv prevod, ne, ker je zavaja, ne. Ne samo, da nima nobene vrednosti, nikakršnega pomena za filozofijo športa. Knjiga je po mojem mnenju zavajajoča, če se ji oziroma ker se ji in se ji posveča prevelika pozornost. In pri nas se je, ravno zato, ker se je prevedlo, namenilo oziroma se ji namenja prevelika pozornost. Pri nas sta se 2 dokaj priznana in dovolj uveljavljena filozofa preveč ukvarjala z njo in se še očitno, ne. Dosti nekritično, mislim na že omenjenega Leva Krefta in Olgo Martič, tam mi skače po glavi, Zvezdan Martič, poglavar televizije po novem.
Olga Markič je pa analitična filozofinja, to pa kar cenim, ne. Zdaj, Kreft mi ni ravno blizu, estetika in psihoanaliza ne gresta na tak način skupaj, kot govori Leo Kreft, ampak to ni zdaj bistveno. Zdaj, kritičen sem tudi do tega prevajalca Mitja Uršiča, ne vem, športnega filozofa, ne vem točno, s čim se še ukvarja, ampak tudi tale predsednik društva, Slovenskega društva za filozofijo športa, Jernej Pisk, me malo po svoje jezi, ker tej knjigi ni namenil toliko kritične misli, kot si jaz predstavljam, da bi jo kot predsednik filozofskega društva za filozofijo športa, kot bi jo moral, ne. Zdaj, tale Uršič je na enem od teh naših tradicionalnih kolokvijev, ko je predstavljal prevod te knjige, mene celo omenjal, nekako se mi zahvalil, ker sem se mu še kot študentu nekako vtisnil v spomin, odprl sem mu vrata na ta moj altiserijanski pogled na šport, mislim na ideologijo športa, ne, to prvo knjigo, Ideološke paradigme v športu. V isti sapi, ne, pa me v objemu nevednosti, da ne rečem v objemu Dunning-Krugerjevega efekta, kot tako suvereno ali pa vehementno kritizira v smislu, ne, da se z menoj vsem pa ne strinja, kar sicer korektno, ampak ne strinja se zato, ker ne ve, kako se da strinjati s psihoanalitično intervencijo v razumevanje oziroma interpretacijo športa, ne. Z mojo psihoanalizo športa se ne strinja, zato ker je ne pozna, ker je ne razume. Zdaj, jaz mu moram pa pač izreči kritiko, ker jaz veljam za parhezijskega misleca, ne. Parhezija je neustrašen govor, o katerem so govorili stari Grki, ne. Sokrat je slovel po neustrašnem govoru, ni se premaknil niti za milimeter, ko so ga hoteli njegovi pristaši obvarovati pred smrtjo, se ni dal, neustrašno govoril pred Demosom, plačal svojo ceno z življenjem. Platon je v teh apologijah Sokratovih ali pa sokratovskih apologijah govoril o tem Sokratovem neustrašnem govoru, jaz pa tudi slovim kot nekakšen neustrašen mislec, nenazadnje me politično preganjajo, Urška Klakočar Zupančič je policijo na mene poslala, ker sem govoril metaforično o njej, kot bom pustil zdaj ta del. Jaz govorim tukaj o mojem mnenju, ne, zdaj, koliko je moje mnenje vredno, ne, in koliko je vredno mnenje nekoga drugega, zdaj je to diskutabilno, ne. Freud je opozarjal, da ko je psihoanalitik deležen kritik, je zadnji klošar tam njemu kos, v smislu jaz pa drugače mislim, ne. In tukaj bom vedno rekel po mojem mnenju, ker spoznanje ni mogoče. Po mojem mnenju si je tale Uršič izbral napačno knjigo, ne, za prevod. Boljše bi bilo, da bi kaj drugega prevajal. In na ta način s tem prevodom zapeljal filozofijo športa v napačno smer. Za razvoj filozofije športa bi se bilo treba lotiti diskurzivnega oziroma filozofskega premljevanja športa na čisto drug oziroma drugačen način. Mimo tega, da se moramo oziroma o športu oziroma v filozofiji športa spraševati, kaj šport v resnici je, kako misliti šport. To tudi Leo Kreft govori, ne, kaj šport v resnici je, ko polemizira zdaj, a je Martin Strel res tako veličasten športnik, da ga je treba nominirati za športnika leta. Ne vem, kaj takrat vse plaval. Zdajle sem ga poslušal na Paideji Klemena Selakoviča in tip, bi rekel, kar trezno govori, dobro govori, ima številne slepe pege,
zdaj svojo legitimnost v plavanju, rad bi obplaval svet, mislim, to pa je za lase privlečeno, ne. Kje boš Atlantik pa Tihi ocean to preplaval, ne, se ne da. Ampak on se loteva strel, ne, kot športnik na pragu 70 let, da bo plaval svet in ozaveščal ljudi, kako je mikroplastika škodljiva, ne. Zdaj pa mikroplastiko najdu. Big River Man, no, kaj zdaj točno šport je? In zdaj, če polemiziramo s tem Moornom, ne, s to knjigo, se tudi Sweets ukvarja s to definicijo, kaj šport oziroma igra v resnici je, ne, in fali, ne. Po mojem skromnem prepričanju on fali definiranje igre. Na tej točki sicer ne nameravam oziroma ne bom dajal inštrukcijo, ker menim, da se mora vsak sam prebiti do točke, ko bo spoznal, kaj je v nekem kontekstu resnično bistveno in kaj ni bistveno, ne. In Sweetsov lahkomiselni, dejaven utopist Moorn zagotovo ni bistven v nobenem kontekstu, razen v tem, da se zaradi Sweetsa lažje detektira filozofija športa na zemljevidu splošne filozofije. Sweets je namreč, kot sem že rekel, klasičen filozof, malo pa se je ukvarjal tudi sam s športom, spogledoval se je s športom, ni bil nek športnik. Bolj z nekim šahom pa nekim golfom oziroma z igro kot tako, ne, oziroma športno igro posredno. Moorn je, za razliko od delavnih mravelj, nekakšno utelešenje, ne vem česa točno, morda prepotentnega vsevedneža, utopista, ki ne ve, kam bi sam s sabo. Zato se baha s svojimi domnevnimi, pametnimi mislimi, z nekim znanjem, ne toliko modrostjo, ampak neke teoretske traktate daje od sebe, torej Moorn, ki je identificiran s Sweetsom, Sweets se identificira z Moornom, tukaj ima pa še potem dva učenca, skeptika in preudarnost. Zdaj, slučajno je skeptik moškega spola, preudarnost pa ženskega spola. To je nek basenski pristop v tem njegovem romanu, ko razpreda misel o igri. Po mojem videnju je, če že kdo, bistveno bolj kot Sweets uporaben nizozemski avtor, sicer bolj zgodovinar, kulturni teoretik, John Huizinga, ne, svojo teorijo igre. Torej knjigo iz leta 1938, Homo Ludens, ne, nek igrivi človek. Nikakor pa ne Sweets s svojim Moornom. Okej, tukaj sta še Roger Caillois, ali kaj že. Caillois, Igre in ljudje, pa Egon Fink, Igra kot simbol sveta. No, ko omenim zdaj tukaj simbol, potem sem jaz bolj pri stvari, ne. Huizinga je tako, no, jaz sem ga kar fejst preštudiral, ko sem pisal knjigo Šport skozi psihoanalizo, in se mi zdi bistveno močnejši kot Sweets. Zdaj, par sem jih omenil, 3 sem omenil, ki so po mojem mnenju močnejši od Sweetsa. Zdaj, v celi tej zgodbi pa ne bom zdaj omenil, koliko je pa moja šport skozi psihoanalizo oziroma interpretacija športa skozi psihoanalizo, koliko je pa tukaj močna, ne. To morate spoznati drugi, ne. Literarna vpeljava neke posebne kobilice oziroma Moorna, s katerim se, kot sem rekel, Sweets kot filozof nekako identificira, plus oba ta oprode skeptika pa preudarnost ima še za identifikacijo oziroma za podajanje svojega nekega znanja ali pa mnenja teoretskega o igri. Zdaj, to je literarno vzdrži, je mogoče, čeprav, ne, v mojem mnenju, ta knjiga nekako, pa te razprave
ničemur ne služijo. Ne? Mislim, to je zdaj malo huda beseda. Ampak literarno pa ta roman, ta basen nekako vzdrži. Ne? Tako za neke sladokusce, neke, ne vem, kakšne literarne mojstrovine, ne? Ali pa sladokusce literarnega mojstrstva. Mogoče ta verzija Svicovega podajanja teorije celo vzdrži, ne? Simpatična je, ne? Ampak meni sploh ni blizu. Ne? Ok, kakor za koga. Zdaj kaj več, po mojem mnenju, ta knjiga ne nosi v sebi, ne, da bi neko širšo teoretsko vrednost imela. In moje mnenje se lahko zdaj upošteva, se jemlje resno ali pa tudi ne. Vsak naj se sam odloči, kako resno bo imel tole mojo kritiko, oziroma mojo kritiko Svica, in kako resno bo imel pa to mojo psihoanalitično interpretacijo športa. Tudi tale dva lika, ne, skeptik pa preudarnost, ne predstavljata, po mojem mnenju, niti filozofskega, niti literarnega presežka. Če tudi se išče definicija športa, kar naj bi predstavljalo bistvo ali pa poanto Svicove knjige Morn. Definicije Svic tako rekoč ne najde, saj ustrezne ne. Jaz ne vidim, da bi zdaj dal kaj od sebe tazga, da bi bilo zdaj to relevantno za vse večne čase. Zdaj pomaga si z mnogimi filozofi, filozofskimi smermi, s filozofiranjem, nekim, ko mačka okrog vrele kaše se potika, se trudi na vse pretege, na vse načine, tudi na absurdne načine, opira se na Wittgensteina oziroma tam nekje mu parira, pa mu ne pomaga, pa Sokrat, pa Platon, sta tudi nekje vidna tle noter. Pisec spremne besede, omenjeni Leo Kreft, izpostavlja prav Sokrata in posredno še Platona in še koga, na primer Marxa. Po mojem mnenju Marxa čisto nepotrebno opeljuje, ne? To je ideološko napihnjeno. V Marxu se v teh časih ne govori kar tako suvereno, kot Kreft govori o Marxu v tej svoji spremni besedi. Ne? Freuda pa Svic obide ga, ker ga očitno, mislim na Freudovo psihoanalizo, ne razume, ne? Absolutno ga ne razume, čeprav operira z nekimi pojmi tam nezavedno. Psihoanaliza je vendarle ravno v tem kontekstu igre, zaradi kategorije simbolnega, bistveno močnejša, bolj uporabna in bolj prodorna od vsega, kar v filozofijo igro privleče Svic. Vendar psihoanaliza na žalost Svicu predstavlja špansko vas. Telemu Uršiču, prevajalcu, ki mene suvereno kritiziral, da se ne strinja v kontekstu psihoanalize, tem je pa še večja španska vas, tudi Kreftu. Čeprav Kreft se verjetno malo pa vendarle spozna, tako vsaj površinsko, po funkciji filozofa, glede na to, da je psihoanaliza dolga leta domovala na katedri za filozofijo, oddelku za filozofijo in ne toliko na psihologiji. Če kaj, kar pri Svicu vzdrži, je ideja o mogočem in legitimnem definiranju igre oziroma športne igre. Njegova protidefinicijska drža je spoštovanja vredna. Se pravi, Svic je mnenja, da se šport da definirati. Po mojem mnenju se ga tudi da definirati, ampak ne v enem stavku ali enem odstavku, ampak je treba kontekst razlagati na dolgo in široko, da se definira šport oziroma športna igra. Vendar Svic igre vendarle ne zna definirati, po mojem mnenju, ker se igre mimo oziroma brez psihoanalitične teoretske intervencije ne da definirati. In Svic tega ne ve in tega ne ve niti Uršič, prevajalec, niti Leo Kreft kot pisec
spremne besede, ne. Tako jaz to vidim, ne. Imam svoje mnenje, ne, in se opravičujem, da imam takšno mnenje. Nisem pa kdorkoli, ne, nisem jaz zdaj tam nek klošar, ne. To, če nekdo 1000 strani o športu napiše, psihoanalize športa, nihče na svetu, ni 1000 strani psihoanalize športa napisal. Zato moje mnenje ni tako nedolžno. Zdaj, ali se bo to nekoč prepoznalo, to mojo psihoanaliziranje športa ali ne, to je pa veliko odvisno od enega zdajle kongresa, ki bo, kjer naj bi, če mu bo ratalo, Jernej Pisk malo razložil, kako je s psihoanalizo športa oziroma interpretacijo športa skozi psihoanalizo, skozi mojo optiko, ne, če mu bo to ratalo, potem, če se bi to korektno speljalo, je nemogoče, da jaz ne bi bil vodilni psihoanalitik športa. Okej, malo samovšečno bilo tole izrečeno, ampak tako mislim. Suic skuša v dialogu med Murnovima učenčema, skeptikom in preudarnosti vpeljati distinkcijo med delom in igro. Ne ve pa, da imata oba delo kot opravilo, neko opravilo, in igra simbolno strukturo, ne, simbolno ozadje, ki je nezavedno, zavesti neznano, zgolj teoretsko lahko to zaznamo, skozi Freuda, skozi psihoanalizo. Igra je bolj kot delo kompatibilna z načelom ugodja, delo pa z načelom realnosti, ne, delati moramo zato, da zaslužimo, pa da se pol ohranimo pri življenju, ker imamo kaj za usta dati. Čeprav lahko tudi delo simpatizira z ugodjem, ne, tega Suic sicer ne ve, ne, celo z užitkom, pač v primeru, da nekdo opravlja svoj poklic, svoje delo z afiniteto, torej pri svojem delu tako rekoč čuti ugodje oziroma uživa. Suic nima nikakršne psihoanalitične kompetence, da redukcionirano tematizira delo in igro, ker ne pozna, recimo, Lacanove kategorije realna realnost ali pa Freudovega primarnega procesa. Ne pozna kategorija oziroma koncepta simbolnega, kljub temu, kot sem že rekel, da mestoma operira s konceptom nezavednega, ampak dosti laično, ne, nič ne pove s tem, kot neko mašilo, ki tam mora biti, da zadeva bolj nobel izpade, tam nekje uturi še nezavedno, ne, ker sploh ne ve točno, kaj to je. Se pravi, preveč laično, preveč površno, da bi bilo kredibilno. Zato je logično, da ne pride dlje od sklepa oziroma infantilno zveneče dikcije, delo je dejavnost, ki jo moramo opraviti, igra pa je nekaj, kar počnemo za zabavo. Mislim, to nek kmet povedal, ne. In delo je nekakšno nujno zlo, kar absolutno ne drži, ne. In tega Suic ne more vedeti, ker ne pozna simbolnih procesov, kategorije simbolnega, ki potekajo v tem nezavednem, v, freudovsko rečeno, v primarnem procesu, v realnem, ker ne pozna simbolne strukture delanja, ne. Vsako delo ima simbolno strukturo, recimo čiščenje. Čiščenje mi pri človeštvu ne moremo razumeti mimo koncepta ženske menstruacije, ne moremo, in delati treba razlike med moškim čiščenjem, afiniteto do čiščenja, in ženskim čiščenjem, ne. Ženska ima tam menstruacijo, moški nagnjen k čiščenju ima pa afiniteto do čiščenja svojih grehov, pregreh. Okej, tudi ženska ima to lahko, ne. Pa kje bo to Suic vedel, ne? Tudi zato se Suica ne more, ne da in ne sme kovati v zvezde kot pomembnega filozofa športa oziroma športne igre. Suic preprosto ni dorasel problemu, ki ga tematizira. V celi farsi je patetično to, da nihče, ki se v Sloveniji ukvarja z Murnom in Suicom, ga kuje v zvezde, doslej tega ni dojel. Zato je ta moj ekspoze, parhezijski ekspoze, nujen. Nujen je pa neka izjema, ekscesna izjema je v tem diskurzu filozofskem.
ki se dotika te knjige Murno oziroma Suica. Obešati na veliki zvon distinkcijo med game, zdaj tole naj bi bilo igra z izidom, prevaja Uršič, oziroma tudi Suic govori o igri z izidom in play, ne, to je pa neko igračkanje. Ne, to na veliki zvon obešati, mislim, to je malo zdaj patetično. Vsaj za 21. stoletje slovenski, torej Uršičev prevod namreč datira v leto 2020. Zdi se, takšno je moje mnenje, poudarjam, ne, da smo v Sloveniji izgubljeni v času. Za intermezzo naj rečem, da sem jaz osebno sredi 90. let prejšnjega stoletja, v času prvega magisterija, sem delal tole omenjeno distinkcijo med game in play in se mi je bilo treba, in se mi takrat ni bilo treba zatekati se Suica, zatekati se k Suicu, ne. Tam sem naletel, ne, sem rekel, zdaj to, a ne vejo, da je to game pa play, pač v angleščini čisto nekaj drugega kot igra in igra v slovenščini. En tale Dušan Rutar, to je psiholog, tudi kar močen poznavalec Freuda, da ne rečem, da je psihoanalitik, je tudi takrat sredi 90. let prejšnjega stoletja v svojem tekstu Psihologija skozi psihoanalizo, psihoanaliza tam 10. del, George Herbert Matt je tematiziran v tem njegovem 10. delu Psihologije skozi psihoanalizo, objavljeno je to bilo leta 1995 v Antroposu, imam Antropos tam ta doma, delal je razlike tale Rutar med game in play. Itak, ne, zdaj, ko pa to Suic dela, ne, leta 78, zdaj pa mi to odkrivamo. Mislim, jaz sem to v magistrski nalogi takoj delal distinkcijo, ne, in rekel, ženske imajo play, se tam igrajo, moški imajo pa game, se pa kurčijo, ne, se pa pretepajo, ne. Vsak namreč ve, da se v športni igri tekmuje, da se pride do zmagovalca. Afiniteto do tekme, torej borbe, agona, ne, starogrško agon, oziroma angleško game, imajo fantje, medtem ko so dekleta v športu bolj za to, da se igrajo, igračkajo, ne, play. Ne, tudi fantje imajo play, ne, kategorijo play, ampak game je pri njih močnejši. In ravno v tem kontekstu je psihoanaliza bistveno bolj uporabna kot katerikoli drugi miselni oziroma filozofski koncept. In če tega zdaj Suic leta 78 ni opazil, ne, ko je pisal knjigo, bi morali pri nas to opaziti tisti, ki sedaj Suica kujejo zvezde. Ne, v prvi vrsti prevajalec, recenzent, pisec spremne besede, Kreft, tudi Olga Markič kot analitična filozofinja in Jernej Pisk kot predsednik Slovenskega društva za filozofijo športa. Še posebej zato, ker sem jaz napisal šport skozi psihoanalizo in sem tam vse razložil. Ne, ampak to razumeti, moj šport skozi psihoanalizo, to je pa zdaj kvantna domena, ne. Torej, tale prevajalec Murna Uršič sicer izpostavlja svojo prevajalsko dilemo v smislu, kako prevajati play in kako game. In rešitev celo simpatično najde, predvsem z vpeljavo pojma igra z izidom, ne, oziroma tekmovalna igra, vendar je ne razume tako, kot bi se za današnji čas, vsaj v Sloveniji, spodobilo, pač glede, da sem jaz 2001 napisal to knjigo, izdal to knjigo Šport skozi psihoanalizo. Suic in Uršič posledicama bi se morala vsaj malo zateči k starim Grkom in agonu, njihovim agonu, pa olimpijskim igram. V tem primeru bi moral dodobra preštudirati zdaj ali Suic ali Uršič, ne, koncept agona, ki v osnovi pomeni konflikt, ne. Konflikt in ravno agon oziroma konflikt in ne zgolj tekmovanje, tekmovalnost oziroma borba, borbenost, prepir, prepirljivost, predstavlja jedro Oidipovega in oziroma kastracijskega kompleksa, kjer na velika vrata v teorijo igre in športa vstopa Freud in njegova psihoanaliza. Freud treba malo študirati, ne samo prebrati
tu in tam kakšno njegovo knjigo. Treba ga je študirati, treba ga je skužiti, treba ga je razumeti. Svet s svojim murom in skeptikom in preudarnostjo ne pride dlje kot do dikcije oziroma sklepa, da se igranje igre razlikuje od dela. Big deal. In da se igra razlikuje od tehnične dejavnosti, od dela, potem, da sredstva, ki jih uporabljajo v igri, niso najučinkovitejša. Mislim, to pa je zdaj modrost, ne. Nič ni to pomembno, ne. Potem pa še Switch dodaja, predpostavljamo torej, da se igra z izidom ciljno usmerja, da so igre z izidom ciljno usmerjena dejavnost, pri kateri se namenoma uporabljajo neučinkovita sredstva. Stran 17. Switch s primerom, primer pa vzame iz atletike oziroma stadionskega tekmovanja, s primerom teka za staji, pa bom spet rekel, po mojem mnenju povsem ponesrečeno, svojo diskurzivno utemeljevanje definiranja tekmovalne igre z izidom. Nič bolj kredibilen pa ni, ko pelje recimo šah ali pa golf. Pa ima pa tam še igranje glasbil, cuk pozavne, mislim, le kje je to najdu. Tam lahko rekel, da je to neko muziciranje, ne pa da je to igranje. Ker pa te zmede v slovenščini, igraš ti lahko šah, golf, pa kakšno trobilo ali pa brinkalo. Tistemu igranju bi se dalo reči nekaj drugega, ker on govori tudi, da se igrajo vloge v življenju, igrajo vloge. Nekdo igra samega sebe. Ja, hlinjenje je bolj pravilen izraz, pa ta pa skozi operira s konceptom igre. In pa je bralec čisto zmeden, kot če bi Eskimi rekli, sneg pada, Eskimi imajo 200 izrazov za sneg, ker ločijo, kakšen sneg pada, Mi imamo pa en izraz igra in sem se strpa 10 nekih podfaktorjev tako imenovane igre, ali pa koncepta igre. Vsaj 10, ali pa 20. Če bi bil Switch seznanjen s Freudovim, torej psihoanalitičnim konceptom sekundarne elaboracije oziroma drugotne obdelave in igrabilnostjo igre, se ne bi zatekal tako banalno primerjavo, kjer si pomaga s konceptom goljufanja, na primer s tekom do zmage po bližnjici, kljub temu, da pozneje naknadno vpelje koncept pravila oziroma pravil iger, skozi katerega se izvleče iz številnih konceptualnih zagat, v katere se zaštrika. Ko vpelje pravila igre, sicer ne brca v temo, ampak suveren pa tudi ni na tak način, kot bi lahko bil, če bi si pomagal s psihoanalizo. Predvsem s konceptom inteligibilnosti igre, torej igrabilnosti igre in sekundarne elaboracije. Zdaj ta igrabilnost igre, mislim, da je celo Uršič nekje omenja in se sklicuje na mene, jaz govorim o igrabilnosti igre. Tako kot je Freud govoril o inteligibilnosti sanj. Zdaj, kdor se malo bolj spozna na interpretacijo sanj, ve, o čem govorim, ko govorim o sekundarni elaboraciji, pa inteligibilnosti sanj, manifestnih, ki jih sanjamo. Onstran manifestnosti je pa še latentnost. In tisto moramo razumeti. Onstran športne igre je latentna struktura igre in to moramo proučevati. In tega ne ve Switch, ni vedel, ne ve Uršič, ne ve ama nobeden. Ko pelje pravila igre, sicer ne brca v temo, ampak suveren pa niti ni na tak način, kot bi lahko bil, če bi si pomagal s psihoanalizo. Sem ponovil. Predvsem s konceptom inteligibilnosti igre, igrabilnosti in sekundarne elaboracije. Sem ponovil, ker to je bistveno. Switch hitro sklene, da je cilj igre, lahko bi rekli, da zmaga. Stran 18. To sicer ni zmotno, mislim, to ni zmotno, ampak mislim, to pa ni višek zdaj vednosti o igri.
Ampak toliko tega se da povedati o tej simbolno koncipirani naknadni zmagi, ne, tej zmagi, ki je naknadna zmaga. Namreč moška zmaga vseh zmag, ki se dečku, malemu Edipu, nekoč ni zgodila, bila je pa zelo želena, beri psihoanalitično, libidinalno investirana, je bila namreč fatalno kronana s porazom in posledično vzpostavitvijo tabuja incesta in močnim nadjazom. Gre za dečko oziroma sino odločilen odipajni poraz, ki mu ga je moral, bi mu ga v boju za mamico prizadejati odipski oče in mu ob tem zagroziti še s kastracijo, v smislu, če si boš želel moje žene, tvoje mamice, te bom kastriral, kaznoval. Ker kot nezavedno fantazmo deček potem potlači. Ne? To fantazmo, če si boš želel moje žene, tvoje mamice, sledi kastracija. In deček to fantazmo, predpostavljeno strani očeta v svoji glavi, potlači. In potem je posledično tekmovalen, agonističen, konflikten, prepirljiv, rad bi tekmoval, rad bi kastriral, simbolno, in to naredi v športu, z užitkom. Suic meni, da je njegova knjiga prispevek k sociologiji ali socialni psihologiji in pri tem oplazi Erika Berneja njegovo knjigo Katero igro igraš in se nanj naposled tudi malce bolj opre, po mojem mnenju, mislim, tako, no, ne ponesrečen, ampak brez potrebe, nič mu ne pomaga, opiranje na Erika Berneja. Da bi se pa zatekal k Freudu, ne, mu očitno ne pade na misel, psihoanaliza je očitno preveč kvantna in težko razumljiva povprečnemu intelektualcu oziroma nekemu severnoameriškemu filozofu. Ampak na koncu se vendarle mora vprašati, mi se moramo vprašati, ne, ko vse prežvečimo, preštudiramo, ko bi radi nekaj vedeli, se moramo vprašati, ne, Suic ali Freud. In brez zadržkov, brez obotavljanja, mora zmagati Freud. In tega bi se moral zavedati ravno stale prevajalec, Uršič, pa se ni, kljub temu, ne, da je imel že tam servirano mojo šport skozi psihoanalizo. Pa še potem 2005. leta interpretacijo športa, ne, po modelu interpretacije sanj. In mi, če želimo razumeti šport, moramo primerjati interpretacijo športa in interpretacije sanj in interpretacijo umetnosti skozi psihoanalizo, skozi Freuda. In potem, in šele potem, bomo vedeli, kaj šport v resnici je. Ne? In tukaj sem brezkompromisen. Suicov umor mestoma prežet številnimi pomanjkljivostmi in nedoslednostmi, tudi z zdrsi in tautološkimi zaciklanji, ne, prav zaciklanje je ta prav izraz. Naprimer, ko Suic upelje šah oziroma igranje šaha, tam neko 4. poglavje, stran 45 do 50, ne, je v svojem filozofskem diskurzu prav, po mojem mnenju, patetičen, celo absurdno banalen, nedostojno infantilen, v rangu ker bom to izrekel, glupega mulata i hasota, i fate, ne, v teh bosanskih vicih. Ne. Ena od Suicovih za lase privlečenih in odvečnih misli, teoretskih traktatov, se nanaša na distinkcijo med šahovsko igro in njeno inštitucijo. Le kaj bi to pomenilo, inštitucija šaha? To sam Suic ve, kaj točno zdaj to pomeni. Pa imate neko 6. poglavje o Ivan pa Abdul sta. Dva, Ivan in Abdul. Suic absurdno zapiše pa tole, ne. Pri golfu, na primer, se pričakuje, da uporabiš palico za golf in da spraviš žogico iz mivke celo tedaj, ko nasprotnik ne vidi, kaj počneš, ko stran gleda. In pri tenisu se pričakuje, da pravično sodiš, ali je bila žogica v polju ali izven njega, celo če nasprotnik ni v položaju, da bi presodil tvojo presojo. Šah ni nič boljši, saj skrivoma
nisi mogel spremeniti položaja figur na deski, kar bi bila očitno učinkovita taktika. 57, 58 stran. To Svic zapiše. Mislim, kot da bi se Mujo pa Haso ali pa tisti bosanski nadrealisti z Đurotom na čelu, 30 let nazaj pogovarjali neke banalnosti. Sem bil jezen, sem tole bral. V luči citiranega se ne bi smeli začuditi, če bi Svic filozofsko zapisal, da se tek nadaljuje, če tudi tekač med tekom požre komarja ali muho, če tudi je ali pa ni vegetarijanec ali pa vegan, za nameček pa med tekom še prdne. Ne, nimaš kam dati to v glavo. Niti prejšnjo Svicovo dikcijo, niti tole, kar sem jaz napisal. Ne. Takšnih diskurzov, diskurzivnih zdrsov, teh pravih banalnosti in absurdov je v Svicovem Murnu vsaj v nekaterih poglavjih malo morje, kar morgoliji. In niso zapisane v funkciji, da bi bralca nasmejali, te dikcije nasmejale, ampak Svic se, po mojem mnenju, v mojih očeh, zgolj in samo osmeši se. In izgubi kredibilnost, ker take absurdne primerjave dela. Kot da, mislim, se tam ne vem kaj, da bi ti zmagal, če njemu onemogočiš kralja, kot figuro. In pa tam prav, kaj če ga bi dal kar v žep, pa zbežal in bi zmagal, ker bi onemogočil njegovega kralja. Rekel, ali pa če bi ga požrl, ali pa spil, pa opilke požrl, tista žagovino. Mislim, tako absurdno Svic daje neke primerjave v neko močno, mislim, domnevno močno filozofsko knjigo. To ni na mestu, to je neka banalnost, absurdnost, ki jo ne bi smeli jemati resno, ker nič pametnega ne moramo potegniti z te knjige. Mestoma se celo zdi, takšno je moje mnenje, da ni dorasel temi, ki se jo loteva, namreč definirati želi igro. Z psihoanalitične perspektive je Svicova nedoraslost tematiki, ki jo obravnava morda kronana z vpeljavo spolnosti, s katero se paradno ukvarja ravno psihoanaliza. Saj zapiše, potemtakem se bi lahko vprašali, ali je spolnost prav tako neke vrste igra z izidom. Pazite, če bi že bila igra, se je igra, ampak igra z izidom. Pa tam še Kopujca ne bilo, zapiše in nadaljuje. Pretehtajmo napor pri spolnosti, kadar ne dosežemo orgazma. Mislim, zdaj kdo zmaga, kdo je poražen. In Svic primerja seks pa športno igro. Pismo, stran 78, 79, če bo kjer šel to brati. Freudov kontekst tako imenovanega predhodnega oziroma vnaprejšnjega uživanja v spolnosti je Svicu popolna neznanka. S tem, ko se je Svic spontano pridobil status tega znamenitega subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve, nenazadnje je bil leta 75-76 predsednik Mednarodne zveze za filozofijo športa, ampak kljub temu se njegove teorije nekritično servirajo bralcem, ki jih nekritično konzumirajo, ne vedoč za veliko mero nevednosti in obilico zdrsov, v katere je ukleščen Svic. Nekritičen bralec kupuje Svica po znižani ceni. Ampak vse kupi. Polovica tega, ki je tle noter, so za mene, za moje mnenje, po mojem mnenju, take nebuloze, kronane ravno s to spolnostjo, o kateri pa psihoanaliza pač veliko ve. Nenazadnje, jaz na slovenskem prostoru veljam kar za enega pomembnega seksologa, da ne rečem vodilnega. Pomemben Svicov zdrs je tudi primerjava igranja igre in igranja pozavne. 155, sem že omenil. Namreč igranje nekega glasbenega inštrumenta, glasbila, bi lahko bomo rekli tudi muziciranje ali glasbiljenje, inštrumentaliziranje. V primeru igranja na pozavno, na primer pozavnanje ali pozavniranje.
Igranje neke igre namreč nima nič, absolutno, popolnoma nič skupnega z igranjem na neko glasbilo, neki inštrument. Čeprav je izraz igranje oziroma identični je ta izraz, in to ponesrečeno identičen, spodletel, zavajajoč, ampak je identičen, ne? Izraz igranje. Tudi ne, angleško play, piano, play, gitar, ne, je play, ne. Mislim, zdaj nimam časa, da bi povedal, kje pa so stične točke. Stične točke so ravno v tej simbolni strukturi glasa, kot slišanega, ne, glas ima simbolno strukturo, ki je povezana z glasom mame, prvimi glasovi, ki jih dojenček sliši, ko začenja slišati, ko prihaja na svet, oziroma ko pride na svet. Še in še bi se dalo kritično razpredati misel na temo Sweetsove filozofije igre oziroma športa, torej zdrsa v knjigi Murn. Marsikaj v Murnu je namreč tudi filozofsko spodletelo koncipirano oziroma formulirano. Naprimer, tam 1., 10., 11., 12. poglavje. Med drugim tam govori tudi že o omenjenem igranju vlog v vsakdanjem življenju, kjer se očitno naslaja na že omenjenega Erika Berneja. Morda kontekst ne bi izpadel tako spodletelo, če bi prevajalec igro vlog prevajal sem že prej rekel, v hlinjenje ali pa sprenevedanje, ki ga sicer omenja, se govori o tako imenovani igri sprenevedanja. Pa tukaj 8. poglavje alpinizem, o alpinizmu, kot igre z enim igralcem. Tle se loteva Sweets zelo površno. Jaz namreč veliko pisal o alpinizmu, o Tomažu Humarju, iskanju mamo v Himalaji, ali pa uslišanje očeta, očaka, ne. Zdaj, ta Sweets se loteva precej površno, predvsem pa brez poznavanja simbolne povezave z infantilnimi dogodki iz registra simbolnega iskanja mame. 9. poglavje, vzvratni Anglež, je po mojem videnju eno samo razvlečeno nakladanje in natolcevanje brez posebnega doprinosa filozofiji športa oziroma igre. Zdaj pa Loki je dobil dar govora, ker je prinašalec prinesel pico, ker sem jaz zadolžen za kuho. Pa mi niso povedali, ker so me slišali, da kakorkoli, če sklenem, 13. poglavje je treba razumeti v kontekstu časa, v katerem je živel in deloval Sweets. In takrat je bilo evidentno razhajanje med profesionalnim in amaterskim športom, ne. Zaslužek, plačilo oziroma denar, profit vsakega Američana kot kapitalista, rojenega kapitalista, po svoje zadane in sistem beli glavo. Sweets je športnikov zaslužek popolnoma dezorientiral in ga zmedel. Saj razmišlja, da na primer hokejist, ki za svoje profesionalno igranje hokeja dobi plačilo, v resnici ne igra igre. Paradoks, banalnost. In je prikrajšan za tako imenovani ludični potencial, ludično držo. Ludična kategorija, to bi bila igriva igra, da je profesionalec, ki dobi denar, prikrajšan za igranje, ne, igračkanje. Mislim, nič ni drugače, ne, zdaj se vede nič drugače. To je en sam užitek športna igra, ker se moška igra, ker se kastrira, ko se zmaga, in še uživa v simbolni strukturi igre, recimo, ki ima paradigmo gola, ne. Ko ga not da, pak v gol, ali pa žogo v gol, ali pa košaro, koš. Ko zdaj govori o ludični drži. S to filozofsko držo je Sweets seveda spet brcnil v temo oziroma se zaciklal, in to zato, ker ne pozna koncepta športnega užitka, ki je posledica pomembnih nezavednih procesov, ki so vezani na kategorijo simbolnega in koncept kastracije. Zdaj pa čisto za konec pa naj rečem,
spoštovani, to je bilo to. Takšen nediskreten parhezijski govor oziroma tekst, ki ga lahko dobite v pisni obliki na Publish Wallu, ki sem to objavil, ki sem si ga jaz zdaj te privoščil. Tukajle sodi v paket pač moje te neustrašne drže in moje moralne in intelektualne obveze, dolžnosti. Pač glede na to, da sem v športni igri napisal bistveno več in bolj poglobljeno kot Sweets. Take it or leave it. Jaz sem svoje opravil. Pa sorry za Lokita, pa tale laješ, pa pauzo. Kakorkoli.